Zdaj pa bosta svoje dodala še gospod Omerza in gospod Ledjak. Hvala za besedo. Rad bi povedal, da sem se z veseljem pridružil pobudi stranke SDS in sem vesel, da je stranka sprožila to pobudo in uspešno končala zbiranje podpisov za razpis referenduma. Jaz tudi upam, da bo rezultat podoben, kot je bil leta 2011, ko je ravno tako SDS, pa nacionalna stranka, pa poslanec Andrej Magajna, ko so sprožili takrat referendum za to, da bili arhivi odprti. Upam, da bo rezultat podoben na tem referendumu, kajti proučevanje predvsem udbovskega dela gradiva, ker gre za širši spektr, gre za proučevanje celotnega gradiva propadlega režima, čeprav je vedno v fokusu samo udbovski del. Skratka, če hočemo, da družba, naša družba, teh napak, kot so bile v prejšnjem režimu storjene, te zločini, to masovno kršenje človeških pravic, da ne razlagam naprej, to mi vsi vemo. Če hočemo, da se to ne bo ponavljalo, moramo udbo in prejšnji režim razstaviti na prav faktorje. To sem že večkrat povedal. Zdaj povedal en konkreten primer, ker mogoče javnosti kljub številnim pojasnilom, ki sem jih dajal, tudi po medijih, časopisih, televiziji, še vedno se mi zdi, da ne vedo vsi točno, zakaj se gre. Bom povedal en konkreten primer, morda bo potem ljudem lažje. Jaz pripravljam knjigo o ugrabitvi in umoru Stjepana Crnogorca. Knjiga bo imela naslov Kliči U za umor, kjer U seveda pomeni udbo. Jaz sem pripravil za to knjigo v dveh mesecih pa pol pregledal 100.000 strani arhivskega gradiva, ne samo udbovskega, tudi partijskega. Če bi jaz bil pod težo tega zakona novega, bi morali arhivista, ker so samo dva na tem področju, za udbo, potem je še ena gospa za partijo, se pravi 3, bi morali prebrati in počrniti 100.000 strani. To bi trajalo približno 3 do 5 let, je moja ocena. Se pravi, če bi jaz hotel te škatle, to dokumentacijo, ki sem zdaj pregledal, jaz pregledam, jaz ne preberem vsega, morate razumeti. Če oni morajo prebrati in počrniti po novem zakonu. To je zapleten postopek, zamuden postopek. Ena škatla lahko vsebuje samo en osebni podatek, občutljiv, pa morajo arhivisti celotno škatlo natančno prebrati, ker jim zakon to dopoveduje. Se pravi, to bi trajalo leta, da bi jaz te materiale dobil, ker je nemogoča situacija za to, ker jaz sem se namenil pisati seveda neko knjigo, kjer bi razkril tako hud zločin, kot je ugrabitev in umor strani slovenske udbe nekega Hrvata v Sarajevu. Jaz bi v tem tudi še povedal, da sem veliko hodil po Sloveniji in da so ljudje bili, da je bilo dober obisk na teh predstavitvah, predavanjih in moram reči, da so ljudje nekako izrazili veliko podporo, ker mislim, da se je tudi izrazilo v številu teh podpisov, ker seveda ni lahko bilo, verjetno stranki tega ni bilo lahko zbrati. Hvala.